izredni profesor dr. Simon Kušar iz Filozofske fakultete bo imel naslednjo predstavitev. Geografi so bili prisotni tudi na tistem prvem dogodku, ki sem ga prej omenjal, in zanimivo, geografska stroka prispevala ravno obratno perspektivo. Se pravi, namesto pogleda od zgoraj navzdol je predstavljal pogled od spodaj navzgor in opozoril na pomen takih manjših prostorsko zaokroženih funkcionalnih skupnosti, tudi nekih majhnih krožnih gospodarstev v tem smislu. In se mi zdi, da čeprav seveda za ekonomiste je tak pristop nekako nenavaden, ampak se mi zdi hkrati, da ta pritisk okoljskih politik, da je potrebno trajnostno delati z naravnimi viri, upoštevati stroške, ogljične in tako naprej, daje za neko priložnost tovrstnemu pogledu od spodaj navzgor. In ravno mislim, da nekaj tednov nazaj je recimo zaživela prva samooskrbna vas v smislu električne energije v Sloveniji, vas za vrat, sicer ima samo 6 hiš, ampak ne glede na to, na 2 kmetijah so na podlagi energetskega pogodbeništva postavili sončne elektrarne in to omogoča popolno pokritost vse porabe električne energije v tej vasi. In podobni koncepti so tudi zdaj na področju odpadkov in tako naprej. In to je mogoče neka priložnost, da se v določenih vidikih vzpostavljajo tudi smiselne, funkcionalne, samooskrbne skupnosti od spodaj navzgor. In verjetno tudi relevantno tudi za kmetijstvo. Vemo, da naslednjih 20-30 letih bo šla tudi kmetijska mehanizacija na elektriko in tako naprej. Tudi v tem smislu z manjšo provokacijo prosim izrednega profesorja Kušarja za prispevek te naše razprave. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za povabilo, sem ga bil vesel. Vsi, ki ste prisotni preko računalnika, če mi manjka glava, mi pač doma. Zdaj, upam, da vas ne bom dolgočasal, ker določene stvari, ki jih je povedal govornik pred mano, dr. Voster, bom tudi jaz izpostavil, vendar, kot je bilo že napovedano, geografi vse gledamo prostor malce bližje, ne samo izključno iz statističnih podatkov in konceptov, ampak poudarjamo tudi druge metode, s katerimi pridobivamo podatke, zlasti študije primera. Tako da kot ekonomski geograf čisto bottom-up pristopa ne bom imel, bom vseeno pogledal malo, ampak so vseeno malo nižje, pogledali si bomo prostorske enote malce bližje. Zato bom v bistvu od tiste definicije, ki je bila predlagana v delovnem gradivu, kaj bi bila to klasifikacija, bi izpostavil tisti del definicije, ki seveda meni najbolj ustreza. To pa je, da gre za razpršitev dohodkovnih virov na posameznem gospodarstvu ali na določenem območju. In to je v bistvu izhodišče moje današnje predstavitve, ki bo pravzaprav v osnovi kratek pogled, kaj se je dogajalo s spreminjanjem gospodarske strukture v Sloveniji in pa predvsem, kakšni so procesi danes, pri čemer seveda bom podeželje jemal kar spet skoraj celo Slovenijo, sem se hotel zgovoriti na nekega drugega kolega iz Biotehniške fakultete, ki je v svoji raziskavi rekel, da podeželje ni samo Ljubljanska občina, Mariborska občina in Trzin. To je ven vrgel tudi zaradi tega, da mu ni to pokvaril distribucije pri statističnih analizah. Torej, zanima nas tako spreminjanje dejavnostne strukture, seveda pa mi ne moremo tudi mimo vrst različnih gospodarskih subjektov in pa drugih elementov, ki tvorijo gospodarsko strukturo. Zdaj to vprašanje, a specializirati ali diverzificirati, kot ste že slišali govornika pred mano, je v bistvu vedno nekako prisotno in dolgo časa je veljalo mnenje tudi v različnih teorijah in konceptih, tako z področja ekonomije kot ekonomske geografije, da je specializacija tista, ki naj bi zagotavljala uspeh. Že teorija primerjalne prednosti od Ricarda govori o tem, da specializacija v tisto, kar imaš v izobilju, kar je tvoja prednost, ti bo prinesla ugoden gospodarski razvoj, bo ta regija rasla v primerjavi z drugimi.
No, čeprav koncept kumulativne kavzalnosti sicer tudi v osnovi izhaja iz upoštevanja nekih primerjalnih prednosti, ki omogoči razvoj neke regije, nekega območja, z nadaljnjim razvojem prihaja le do diverzifikacije, saj tisti uvodni impuls, ki je spodbudil gospodarski razvoj, privede do razvoja drugih gospodarskih dejavnosti, tako storitev, kot tudi podporne industrije, ki je osnova bila za gospodarski razvoj, in tam nastane neka aglomeracija, ki seveda privlači potem še vire tudi iz sosednjih regij, deloma pa pozitivno vpliva tudi na razvoj perifernih regij. Sodobne ekonomsko-geografske teorije v ospredje postavljajo seveda druge koncepte, ki so bližje pojmu diversifikacije, to se pravi zelena rast, odpornost ali pa prožnost, ta koncept, in različne poststrukturalistične teorije, s katerimi vas seveda ne bom obremenjeval, to svoje študente obremenjujem, v večji meri govorijo o diverzifikaciji, čeprav seveda je vprašanje, ali upoštevamo samo delovanje tržnih sil, tako kot večina zlasti ekonomskih teorij, ali gremo k nekoliko širšemu naboru dejavnikov, ki vpliva na gospodarsko strukturo, kar kažejo tako raziskave, analize študij primera in pa tudi pravzaprav tisto, kar gledamo okrog sebe, saj ponavadi smo tle vsi malce, da me ne zameriti, malce starejši, to ni tako, kot naši otroci, ki morajo imeti med vožnjo mobitela, mi še vse malo ven gledamo, kje se vozimo in kaj se dogaja. In tako da lahko ugotavljamo, da diversifikacijo pospešujejo tako izvajanje prostorske in razvojne politike ali izvajanje industrijske politike, to se pravi tisti del razvojnih politik, ki je zlasti usmerjena na spreminjanje gospodarske strukture ali za preobrazbo gospodarskih dejavnosti. Ne smemo pa seveda pozabiti na nek meta proces terciarizacije, ki se še nadaljuje in ki v bistvu pomeni nadomeščanje vloge industrije s storitvenimi dejavnostmi, za katere pa je treba reči, da so zelo, zelo raznolike. To že, če pogledamo v standardno klasifikacijo dejavnosti, vidimo, proizvodna imamo eno vrstico, storitvene dejavnosti imamo pa napisan to. No, pa če si zdaj malo pogledamo, kako je to šlo v Sloveniji, da bomo bolje razumeli stanje danes in primere, ki vam bi jih pokazal, pač proces industrializacije, ki se je na slovenskem teritoriju začel nekje v začetku druge polovice 19. stoletja, ki v bistvu vodi do koncentracije, do specializacije in pa seveda je vodilo do nastanka prvih urbanih območij v Sloveniji. In zdaj to, kar vidimo tukaj na gor, je nekako stanje, ki je bila industrija locirana leta 1948, sicer kakor po drugi svetovni vojni, vendar vemo, da to kaže v bistvu situacijo še izpred časa druge svetovne vojne. Kot vidite, je bilo industrija izrazito usmerjena v tako imenovani industrijski polmesec, pa hkrati tudi drugod neki manjši industrijski obrati, ki so temeljili na nekih lokalnih surovinah, večinoma lokalnih surovinah ali energetskih virih. Zdaj, ta proces industrializacije po drugi svetovni vojni je bil na začetku bolj centralizirano usmerjen, potem pa pride do spremembe v 70. letih 20. stoletja, ko začnemo govoriti in tudi izvajati tisto, kar imamo zelo radi slišati. Čeprav verjetno pogosto ne vemo, o čem govorimo, gre za policentrični razvoj, se je izvajala policentrična prostorska politika. Od leta 1971 dalje smo spodbujali razvoj manj razvitih območij, to se pravi 50 let na zgodovina spodbujanja razvoja manj razvitih območij. In seveda ključni pristop tistega obdobja je bila industrializacija, delno tudi razvoj drugih gospodarskih dejavnosti, vendar vemo, da je razvoj storitev zaostajal. In to je stanje leta 1984 na višku industrializacije, pol je šlo pa že dol.
Ni šlo do leta 1991, je šlo že kar prej dol. In vidimo, da je v bistvu industrija zelo razporejena po celotnem ozemlju Slovenije, sicer ven štrlijo določena središča, dva od teh bomo rekli, da sta v bistvu urbani območji, vse ostalo pa praktično so mesta na podeželju, manjša mesta na podeželju, ali pa celo industrija lociranja v majhnih naseljih, v centralnih naseljih najnižjih stopenj, ko smo recimo v Ambrosu imeli tovarno Rašica, ko smo v Moravčah imeli podeželska zadeva, ampak po drugi strani pa 100 delovnih mest v industriji, v tekstilni industriji. To je bil pravzaprav rezultat policentričnega razumevanja razvoja. Zdaj dolga zgodba, kaj pa kako in kakšne so posledice, ampak tu vidimo, da je pomembno prispevati diverzifikaciji gospodarstva na podeželju. Seveda pa so zdaj drugi časi, in če je veljalo, da je bilo ob koncu tega izrazito v industrijo usmerjenega obdobja takšna neka struktura, to je v bistvu ekonomsko-geografska regionalizacija Slovenije, konec leta 1989, se pravi tik pred korenito spremembo gospodarskega in političnega sistema. In vidite, da če zdaj gledamo podeželje bolj ta obmejna robna območja, zelena barva pomeni, da gre za izrazito agrarno strukturo, kljub poskusom razvoja teh območij skozi politike spodbujanja manj razvitih območij, ali pa imamo kombinacijo agrarnih dejavnosti z industrijo in pa delno tudi velika vloga industrije tudi na podeželju. Ta industrija je prevagala vlogo kmetijskih dejavnosti. Če pa pogledamo stanje danes, tle smo spet pri kolegu Naredu, ki je očitno zelo aktiven na raziskovalnem področju, to so podatki iz leta 1999, pardon, z leta 2018-19, to sem pa jaz naredil napako, pa je zgodba precej drugačna. To se pravi, se je v slabih 30 letih prišlo do kar korenite spremembe gospodarske strukture na podeželju, iz preomenjene agrarno-industrijske v pretežno storitvene, delno, ali pa storitveno-industrijske in storitveno-agrarne. Torej je bil proces industrializacije izredno učinkovit pri preobrazbi gospodarske strukture slovenskega podeželja. In tudi danes opažamo, da se proces terciarizacije nadaljuje. Če si zdaj pogledamo en zadnji primer, recimo to, en študent moj je delal magistrsko delo o kreativnih industrijah v občini Grosuplje. Kreativne industrije so skupina storitvenih dejavnosti, ki temelji na kreativnosti posameznika, za katerega je značilno uporabljanje informacijske in komunikacijske tehnologije, in rezultati so proizvodi, ki sodijo v kategorijo, ki se jo da zaščititi kot intelektualno lastnino. To se pravi nekaj, kar je bolj značilno za mesta, kar smo tudi geografi proučevali v glavnem v mestih, je prisotno v pomembni meri tudi na podeželju. Boste rekli, da občina Grosuplje mogoče ni najboljši primer podeželja, gre le za suburbano območje okrog Ljubljane, vendar tudi ta občina v razvojnem kontekstu skazuje izrazito odbojnost med severnim in južnim delom. No, ampak 215 poslovnih subjektov, to je nekje 7% vseh poslovnih subjektov v občini Grosuplje, od tega je 47% lociranih prav v Grosuplju, recimo mesto, in 53%, se pravi približno polovica v drugih naseljih izven mesta Grosuplje. In na tej karti si lahko pogledate, to pa niso ti podatki, ampak 50 podjetij je anketiral kolega Sever, in vidite, da sicer največ jih je iz Grosuplja, ampak so praktično jih je najdel in anketiral po celotnem območju občine Grosuplje, ki glede na velikost slovenske občine nikti ni tako majhna. Torej se na podeželju dogaja razvoj storitvenih dejavnosti tudi v kontekstu
digitalizacije oziroma digitalnega prehoda. Pa še en primer, s katerim bom pokazal, da je proces diverzifikacije gospodarske strukture zelo raznolik in relativno hiter. Haloze. Znamo Haloze. V okviru projekta, ki se je ukvarjal z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, smo na oddelku za geografijo naredili eno raziskovalno nalogo, super nalogo, tako tipično geografsko, da smo poskušali ugotoviti, kaj je ta v bistvu sektorski pristop pomenil v širšem razvojnem, regionalno-razvojnem kontekstu. Proučevali smo namreč socialno-ekonomske vplive projektnih aktivnosti. Zelo nehvaležna naloga, ker ne moreš ločiti, kaj je rezultat projekta in kaj je rezultat nekega splošnega razvoja na teh območjih. Bila so 4 projektna podobmočja, Gorjanci, Haloze, Kum in Pohorje. No, Haloze so bile največje, zaključena geografska enota, razumemo Haloze, 83 naselij je bilo v analizi. No, in eden od kazalnikov, s katerim bi želeli proučiti, kaj se dogaja z gospodarsko strukturo v proučevanem obdobju med letoma 2015 in 2019, je bilo tudi gospodarska struktura, kjer smo pogledali število poslovnih subjektov in pa tudi, katera je bila prevladujoča gospodarska dejavnost v Halozah. Leta 2015 je bilo 451 poslovnih subjektov v analiziranih naseljih, ki sestavljajo Haloze, leta 2019 pa že 545. Se pravi, v 4 letih skoraj 100 več. In če je bilo leta 2015 prevladujoča gospodarska dejavnost gradbeništvo označeno z barvo, predelovalne dejavnosti svetlo modro, vse tudi, kar je dol, so pa storitev. Vidimo, da zlasti vzhodni del Haloz, ki je znotraj Haloz bolj razvit kot izkazuje izrazito heterogenost glede tega, katera gospodarska dejavnost je v posameznem naselju najpomembnejša. In tole so zdaj podatki za leto 2019, kjer je prišlo do kar nekaj sprememb. Zdaj heterogena, kar naenkrat se nam tale zelena v veliko večji meri pojavi. To pomeni, da nismo mogli določiti prevladujoče gospodarske dejavnosti v teh naseljih, ker si je bila vloga posameznih sektorjev ali pa panog tako blizu, da nismo mogli reči, tisti pa najpomembnejši. To se pravi, je prišlo do diverzifikacije in pa kar naenkrat postanejo prevladujoča gospodarska dejavnost za celotno območje predelovalne dejavnosti, ki za malo premagajo gradbeništvo. Seveda pri gradbeništvu gre za majhne SP, ki se ukvarjajo ali imajo mehanizacijo ali karkoli. No, in če zdaj naredimo pa eno sintezni pogled, kaj se zgodi z gospodarsko strukturo v tem obdobju, ki vas pa opozoril na tole barvo zelena, povečanje heterogenosti med letoma 15 in 19, delno tudi specializacija, vendar do večje specializacije je v proučevanih 4 letih prišlo v 9 naseljih, medtem ko do večje heterogenosti strukture gospodarstva pa v 18 naseljih. Seveda pa moram kot raziskovalec izpostaviti, da je treba upoštevati tudi to, da je število poslovnih subjektov v nekaterih naseljih zelo majhno, kar seveda vpliva potem na interpretacijo podatkov. No, vendar, če sem zdaj govoril samo o gospodarski strukturi, bi vas rad opozoril, da ekonomski geografe zanimajo tudi druge zadeve in se tudi ukvarjamo z njimi. Gre za to, da se bi morali pri upoštevanju, kaj je to diverzifikacija, ne gledati samo tisto, kar sem vam jaz razlagal, to se pravi gospodarska struktura, ampak bi bilo treba upoštevati tudi različne načine sodelovanja, oblike dela in tudi lastništva, ki dodatno prispevajo k diverzifikaciji. Več o tem
bi vam pa lahko povedali moji kolegi iz oddelka za geografijo, ki se ukvarjajo bolj s proučevanjem razvoja na podeželju. In če sklenem tole mojo predstavitev, lahko rečem, da sodobni gospodarski procesi, tukaj sem izpostavljal proces terciarizacije in ki se kakor dogajajo sami od sebe zaradi delovanja tržnih mehanizmov, globalizacije, nekih metarazvojnih politik, že same spodbujajo nadaljnjo diverzifikacijo na splošno gledano, da digitalizacija lahko omogoča nadaljnjo diverzifikacijo, podobno se pričakuje od zelenih delovnih mest, vendar tlele nisem našel neke konkretne raziskave, ki bi vam jo lahko tudi pokazal. Da pa se iz izkušenj zlasti iz proučevanja kreativnih industrij, pač kot primer, kaj se dogaja na podeželju z razvojem, z gospodarsko strukturo, je treba okrepiti pogoje za nadaljnji prostorske pogoje, prostor je še vedno pomemben, in pa tisto, kar je tudi kolega Vostner izpostavljal, okrepiti je treba sinergijo med različnimi žaklji denarja, ki skrbijo za razvoj na podeželju. Tukaj pač gre za politiko, ki izhaja bolj iz bottom-up pristopov, ki so bile omenjena, in pa tudi že omenjena regionalna politika, pomoč manj razvitim območjem, konkretno trenutno obmejnim območjem. Toliko za enkrat, z veseljem pa potem sodelujem v nadaljnji razpravi. Hvala lepa.